Hej, živijo, en lep pozdravček vsem na tej strani, pa vsem tistim, ki boste to kje druge tudi videli. Danes bi rada z vami delila eno super vprašanje, ki zdajle pri meni na sporedu kar pogosto. Grem skozi ene velike spremembe in se dogajajo ful zanimive stvari. In mi vse preradi gremo, recimo, če imamo neke take situacije, recimo, da smo negotovi, kako se bo to izšlo, ali pa, mislim, naš veliko krat gremo kar v neke predstave, kako bo, pač bolj kot v neki pozitivnega gremo, kako bo se nekaj groznega zgodilo. Vedno, mislim, tako smo bili programirani, da dejansko gremo kar v neke te predstave, da bo nekaj se pač išlo da bo grozen. Ampak kaj če nam ni treba delati nekih zaključkov, kar vse preradi delamo, ampak zastavimo vprašanje. Torej, v Access Consciousnessu imamo tisoče in tisoče različnih vprašanj in dejansko lahko zastavimo v takšnih, recimo, situacijah, recimo grejo nek sestanek, naprimer se nekaj pokvari, se nekaj nam zgodi, namesto da gremo v nek zaključek, kako bo zdaj se to izšlo, se vprašamo, kaj bi bilo potrebno, da se to izide bolje, kakor sem si sploh predstavljal oziroma predstavljala. In ne iščemo odgovorov. Samo zastavimo to vprašanje. In res, naj bo to res vprašanje, ne tisto, pač tako iz glave, pač kaj bi bilo potrebno, da se to izide bolje, kot si lahko sploh predstavljam, ampak res vprašajte to tako iz te intenzivnosti bitja, tega, kar ste. Torej, kaj bi bilo potrebno, da se to izide bolje, kot si sploh lahko predstavljam. In potem pustite, da se zadeve prikažejo, pač da vam prispeva vesolje, da vam prispeva vse, kar je na voljo. In vse posod, kjer greste na podlagi teh vprašanj, ki jih zastavljate v nek iskanje odgovora, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right, around with them, potem pa online shorts, boys and beyonds. In vsi tisti, ki prvič slišite tole, kar sem rekla, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, s katero vse počistimo, kar nam ne dopušča, da bi se nekaj prikazalo v našem življenju. In če bi radi več o tej izjavi izvedeli, bo to lahko izveste na www.theclearingstatement.com. Tam je en super video, tudi ki ima slovenske podnapise in dejansko razloži, kaj pravzaprav ta izjava, ki je kot ena taka čarobna palčka, kaj pravzaprav naredi. In ja, torej, recimo to vprašanje, ki sem ga pravkar povedala, torej, kaj bi bilo potrebno, se to izide bolje, kot si sploh lahko predstavljam. Dejansko si lahko zastavljate za karkoli. Jaz pač si zastavljam za nekaj tam, ko me pač mogoče malo skrbi, koliko se bo išlo kaj, ampak dejansko lahko si za vse si lahko zastavite to vprašanje, ni omejitev, In če bi pa radi še več teh orodij, imeli še več tovrstnih orodij, od vprašanj, do raznih drugih orodij, s katerimi si lahko spremenite karkoli v svojem življenju, do telesnih procesov, ki spreminjajo stvari v vašemu telesu, in zato, ker spremenimo stvari v svojem telesu, se potem spremenijo tudi stvari v našem življenju, vas pa lepo vabim na decembrske temelje, ki bodo potekali začeli se bojo 7., pa to je 7., 8., 9., 10., od 7. do 10. decembra v Ljubljani. In to je seminar, na katerem dejansko dobite stotine tovrstnih orodij. Poleg tega se pa med temi 4 dnevi vsem tem, kar delamo na temeljih, spremeni sama ta energijska osnova, iz katere delujete, iz katere ustvarjate svoje življenje. In kot pravijo udeleženci temeljev, obstaja življenje pred temelji in po temeljih in kreacija življenja pred temelji in po temeljih, ker po temeljih dejansko začnete na popolno drugačen način kreirati svoje življenje. Veliko ljudi vidim, ko pač grejo zdaj za tistim, kar so si že dolgo želeli, pa mogoče niso imeli poguma, da bi to izbrali, to naredijo po temeljih. In
ja, veliko je pa teh stvari, ki jih se pač enostavno ne da obesediti in jih morate pač izkusiti. Tako da pogoj za temelje, za udeležbo na temeljih je opravljena Access Bars delavnica, kadarkoli, ni važno, kdaj ste jo opravili. In če še nimate Access Bars delavnice opravljene, jo hitro pejte opraviti, tako da potem lahko se udeležite temeljev, dejansko prebojni seminar v vseh pogledih. Drugače pa, kaj bi bilo potrebno, da se to izide bolje, kot si sploh lahko predstavljam, oziroma, meni malo dogaja. In to vprašanje si zastavite, namesto da greste v zaključek in tudi vse posod, kjer pravzaprav ste bili naučeni, da je treba priti do zaključka, da morate vedno imeti nek zaključek, da morate vedno najti pravi odgovor. Bi bili pripravljeni vse tokrat goziljon razgraditi in uničiti. Right around with the map, podam pok, online shorts, boys and beyonds. Kaj, če vam ga ni treba? Kaj, če je edina stvar, ki jo morate narediti, zastaviti vprašanje? Kaj, če je lahko vaše življenje tako preprosto in tako lahkotno? Mislim, preprosto v smislu kreiranja, drugače je lahko vaše življenje obilno v vseh pogledih, ampak da do tega prijete, lahko uporabite preprosta orodja, to sem mislila reči. Zdaj pa je na vas, a si boste to izbrali, ali imate rajš težo, trdo delo, trpljenje. Pravi Beti. No, to je to za danes. Jaz upam, da je bil to vprašanje, da je prispevek, in če vam je všeč, prosim, delite ta video tudi še s kom drugim, ker tako bomo s temi orodji dosegali tudi več ljudi. Kaj je bilo potrebno, da več ljudi začne na lahkotnejši način svoje življenje kreirati in tudi imeti lahkotnejše življenje in življenje, ki je nekaj več od tega, kar so si kadarkoli predstavljali, da je mogoče. Ajde, en lep pozdravček vsem skupaj, če se odpravljate kam na vikend, se lepo imejte in se spet vidimo kaj kmalu. Čau, čau!